Nekega dne si predstavljaj, da stopiš iz hiše in namesto preprostega modrega neba zagledaš ogromno svetlo črto na nebu. Od enega konca obzorja do drugega to jasno vidiš, tako podnevi kot ponoči. Res bi pomislil, da je to prizor iz znanstveno-fantastičnega filma. A vendar, morda tega ne veš, obstajajo znanstveniki, ki verjamejo, da je Zemlja v preteklosti morda res tako izgledala. Dolgo časa smo poznali Saturn kot planet z izjemno lepimi obroči. Vendar pa po novih raziskavah raziskovalcev obstaja možnost, da je tudi naš planet pred milijoni let imel svoj lastni obroč. To ni zgolj preprosta domneva. Pri preučevanju starodavnih udarnih kraterjev, ki so ostali v različnih delih sveta, so nekateri znanstveniki opazili nenavaden vzorec. In to je razporeditev kraterjev, ki kot da nakazuje, da je nekoč okoli Zemlje krožila velika količina materiala. Če je ta razlaga pravilna, je morda po izjemno velikem trku v vesolju nastal obroč. Možno je, da se je asteroid ali kakšen drug velik nebesni objekt preveč približal Zemlji, dokler ga ni zaradi močne gravitacije našega planeta razbilo. In njegovi deli niso takoj padli na tla. Namesto tega so ostali krožiti okoli Zemlje in postopoma oblikovali izjemno obsežen sistem obročev. Po nekaterih raziskavah bi takšen sistem lahko obstajal več kot 10 milijonov let, preden bi popolnoma izginil. To pomeni, da je bilo nebo skozi zelo dolgo obdobje videti povsem drugače kot to, kar vidimo danes. Kljub temu, če je Zemlja v preteklosti res imela obroč, kakšen bi bil njegov videz? In to bomo zdaj raziskali. Preden začnemo, ne pozabite všečkati tega videa. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo veliko pomeni. Najlepša hvala in zdaj lahko začnemo. Najprej, če bi Zemlja res imela obroč, ne bi bil tak kot Saturnov. Saturnovi obroči so namreč večinoma iz ledu, zato so videti zelo svetli. V primeru Zemlje bi bili obroči verjetno sestavljeni iz kamnin in prahu z visokim deležem silikatnih mineralov. Ker te kamnine ne odbijajo veliko svetlobe, bi bili obroči precej bolj bledi. Namesto svetlo-bele barve bi bili bolj podobni širokemu pepelnato-sivemu pasu ali rahlo rdečkastim črtam, ki visijo na nebu. In kar ne bi bilo povsod enako, odvisno od tvoje lokacije na planetu. Če živiš blizu ekvatorja, bi ta črta, ki prečka celo nebo, lahko izgledala zelo tanka. Toda bolj, ko se oddaljuješ od ekvatorja, večji del lahko vidiš. Na nekaterih krajih je lahko videti kot ogromen lok, ki pokriva velik del neba. V regijah na srednjih širinah je to morda eden najbolj osupljivih pogledov na celotnem nebu. Ker tukaj jasno vidiš stalno strukturo na nebu, ki ne izgine in je vidna vsak dan skozi številne generacije. In ko pade noč, postane prizor še bolj poseben. Prah in majhni kamni znotraj obroča lahko odbijajo in razpršujejo svetlobo z tistega dela Zemlje, ki ga osvetljuje Sonce. Zaradi tega bo prisotna rahla svetloba tudi na območjih, ki bi sicer morala biti že temna. Z drugimi besedami, noč morda ne bo tako temna, kot smo je vajeni danes. Milijone let so morda starodavna bitja živela pod nebom, ker je nad njimi visel ogromen obroč. Pogled, ki se nam zdi kot domišljija, a morda je bil resničen del zgodovine našega planeta. Kakorkoli že. Seveda lepa teorija ni dovolj, da bi prepričala znanstveno skupnost. Potrebni so trdni dokazi. In tukaj postane zgodba še bolj zanimiva. Ko so geologi preučevali kamnine, ki so nastale v obdobju Ordovicija, starodavnem obdobju zemljine zgodovine, ki se je zgodilo pred približno 466 milijoni let, so opazili nekaj nenavadnega. V različnih delih sveta je nenadoma prišlo do povečanja količine materialov, ki so običajno povezani z meteoriti. Kot da bi v določenem obdobju več stvari iz vesolja prispelo na naš planet, več desetletij je bila najpogostejša razlaga, da se je v asteroidnem pasu med Marsom in Jupitrom razbil velik asteroid. Zato je prišlo do trka, razpršilo se je ogromno ostankov in nekateri od teh delcev so zadeli Zemljo. Razlaga se zdi preprosta. Ko so raziskovalci podrobneje preučili lokacije starodavnih udarnih kraterjev, se je začela pojavljati uganka. Leta 2024 je raziskovalna skupina iz Avstralije uporabila sodobne računalniške modele, da bi rekonstruirala nekdanji položaj celin. To je pomembno, ker Zemlja v preteklosti ni izgledala enako kot danes. Celin se že milijone let neprestano premikajo zaradi tektonike plošč.
In ko so znanstveniki prilagodili lokacije na podlagi starodavnega zemljevida Zemlje, se je pojavil nepričakovan rezultat. Namesto da bi bili naključno razpršeni po celotnem planetu, se zdi, da je večina teh udarnih kraterjev zbranih na ozkem območju blizu starodavnega ekvatorja. In tam so se znanstveniki začeli spraševati, če so kamni res nastali zgolj zaradi naključnega razpada asteroida v vesolju, zakaj se zdi, da je določen del Zemlje prejel več zadetkov. V običajni situaciji bi pričakoval, da bodo ostanki zadeli različne dele planeta brez jasnega vzorca. Tako vidimo pri bolj sodobnih udarnih dogodkih, toda pri kraterjih iz ordovicijskega obdobja so opazili nekaj drugega. Kot da obstaja nek mehanizem, ki usmerja te materiale, da zadenejo določeno območje Zemlje, in tukaj se je rodila ideja o starodavnih zemljinih obročih. Po hipotezi nekaterih raziskovalcev je možno, da je okoli našega planeta nekoč krožila velika količina kamnin in ostankov. Ko so ti materiali postopoma padali iz orbite, je bila večja verjetnost, da bodo pristali na območjih blizu ekvatorja. Pravzaprav to še ni obravnavano kot dokazano dejstvo. Številni znanstveniki še vedno pravijo, da je potrebnih več dokazov, preden bi to idejo popolnoma sprejeli. Toda pomembno je to. Prvič se pojavlja razlaga, zakaj se je pred skoraj pol milijarde let oblikovala nenavadna skupina udarnih kraterjev. In če je ta razlaga resnična, morda kraterji, ki jih danes vidimo, niso le sledovi asteroidov. Morda so tudi oni preostale sledi nečesa, kar je že dolgo izginilo z našega neba. Izjemno širok obroč, ki je nekoč krožil okoli Zemlje in postopoma spreminjal obraz našega planeta. Toda obstaja ena velika težava s teorijo o razpadu asteroida. Če je res, da se je v asteroidnem pasu razbil ogromen asteroid in sprostil milijone kosov po celotnem osončju, potem ne bi smela imeti sledi tega le Zemlja. Učinke tega bi morali videti tudi na Marsu in celo na Luni. Pravzaprav je Mars asteroidnemu pasu celo bližje kot Zemlja. Če je v preteklosti res prišlo do obsežnega deževanja asteroidnih fragmentov, je celo bolj verjetno, da je rdeči planet prejel še več zadetkov. Luna pa deluje kot naravni arhiv trkov v vesolju, saj skoraj nima atmosfere, zato so kraterji tam ostali ohranjeni zelo dolgo časa. Zato so se znanstveniki začeli spraševati, ali je v davnini res prišlo do izjemnega dogodka z asteroidi in kje so podobni dokazi na Marsu in na Luni. V zgodnjih 2020-ih so raziskovalci preučili 2 velikih kraterjev na Zemlji, Marsu in Luni, da bi ugotovili, ali je prišlo do podobnega povečanja trkov v zadnjih 600 milijonih let. Rezultat je bil presenetljiv. Medtem ko je bilo na Zemlji opaziti nenavadno povečanje zapisov o trkih pred približno 466 milijoni let, vzorec na Marsu in Luni ni bil tako jasen. Zaradi tega so se mnenja znanstvenikov razdelila. Nekateri pravijo, da je morda skupina kraterjev na Zemlji zgolj naključje. Možno je, da so udarna mesta v določenih regijah bolje ohranjena, zato danes vidimo več dokazov. Z drugimi besedami, morda tja ni padlo več asteroidov, morda jih je le več preživelo skozi čas. Vendar obstaja še eno bolj nenavadno pojasnilo. Kaj pa, če izvor teh kamnov ni razpad oddaljenega asteroida med Marsom in Jupitrom? Kaj pa, če se je sam dogodek zgodil blizu Zemlje? Tukaj pride v poštev koncept zemljinih obročev. Po hipotezi nekaterih raziskovalcev naj bi se zelo velik asteroid približal našemu planetu. Ni trčil neposredno. Namesto tega je vstopil na zelo nevarno razdaljo, kjer je začela prevladovati Zemljina gravitacija. Ko je zelo velik objekt preblizu planetu, sila, ki ga vleče, ni enakomerno porazdeljena. Zemlja močneje vleče tisti del, ki je najbližje njej, kot pa tisti, ki je bolj oddaljen. To imenujemo plimska sila. To je tudi isti princip, zakaj imamo v naših oceanih plimo in oseko zaradi vpliva Lune. Običajno je lastna gravitacija asteroida dovolj močna, da ostane cel. Toda pa, ko se asteroid preveč približa planetu, lahko prevlada plimska sila in ga postopoma razbije. Znanstveniki temu pravijo Rošejeva meja. To je meja, kjer začne prevladovati gravitacija planeta nad sposobnostjo telesa, da ostane skupaj. Ko ta meja presežena, se lahko asteroid razdeli na tisoče kosov. In tukaj se začne še bolj nenavaden del zgodbe.
Namesto da bi se drobci takoj razpršili v različnih smereh po Osončju, je mogoče, da jih je veliko ostalo v bližini Zemlje. Sprva je bilo njihovo gibanje kaotično. Nekateri kosi so se približevali planetu, drugi so se oddaljevali. Nekatere orbite so bile podolgovate in neredne. Toda sčasoma so se ti ostanki še naprej zaletavali drug v drugega. Z vsakim trkom se je zmanjšala kaotičnost njihovih orbit. Postopoma so se uredili v bolj stabilno gibanje, dokler niso oblikovali širokega in krožnega diska okoli Zemlje. In zakaj se je to oblikovalo okoli ekvatorja? Ker naš planet ni popolnoma okrogel. Zemlja je nekoliko širša na svojem srednjem delu kot na polih. Zaradi tega ima gravitacija planeta majhen, a pomemben učinek na krožeče ostanke. V milijonih let ta proces postopoma izravnava smer fragmentov, dokler skoraj vsi niso postavljeni v isto orbitalno ravnino. Rezultat? Ogromen prstan iz kamnin in prahu, ki obdaja planet. Če je ta teorija pravilna, morda udarni kraterji, ki jih danes preučujejo znanstveniki, niso preprosto sledi naključnih udarcev asteroidov. Morda so to zadnji ostanki starodavnega sistema prstanov, ki je Zemlji nekoč dal videz skoraj enak Saturnovemu. In še bolj presenetljivo je, da Zemlja ni edini planet, ki bi lahko imel prstan. Nekatere študije kažejo, da je lahko tudi Mars prešel skozi tako obdobje. Po mnenju nekaterih planetarnih znanstvenikov se majhna Marsova luna imenovana Phobos počasi približuje planetu skozi čas. Ne bo večno ostala na svoji trenutni orbiti. V daljni prihodnosti bi lahko prišla na razdaljo, ki je že preblizu Marsu. Ko se to zgodi, lahko gravitacija planeta premaga strukturo Lune in se ta začne počasi razpadati. Namesto ene lune bi lahko Mars imel širok obroč iz kamnov in prahu. Obstajajo modeli, ki kažejo, da bi se po nastanku obroča velik del njegovega materiala lahko vrnil nazaj na površje Marsa. Preostali del pa bi se lahko ponovno združil in oblikoval nove lune. Zaradi tega nekateri znanstveniki sumijo, da se je ta proces v zgodovini Marsa že večkrat ponovil. In če je to mogoče na rdečem planetu, se naravno pojavi še eno vprašanje. Se je to zgodilo tudi na Zemlji? Trenutno je najbolj sprejeta razlaga o izvoru naše lune. Hipoteza o velikem trku. Po tej hipotezi je pred približno 4,5 milijardami let v mlado Zemljo trčil velik protoplanet, ki ga znanstveniki pogosto imenujejo Theia. Ta trk je bil izjemno močan. Veliko kamenja in ostankov je bilo izstreljenih v Zemljino orbito. Dolgo časa so se ti materiali vrteli okoli našega planeta, preden so se združili in oblikovali luno, ki jo danes vidimo. To pomeni, da je po sodobni planetarni znanosti obstajalo obdobje v zgodovini Zemlje, ko je bila res obdana z ogromno količino krožečih ostankov. In če se je to že zgodilo prej, ni nemogoče, da se je še ena manjša različica tega procesa ponovno zgodila stotine milijonov let po nastanku Lune. Vendar obstaja še en razlog, zakaj je ideja o starodavnih zemljinih obročih pomembna. Ne pojasnjuje le udarnih kraterjev. Možno je tudi, da je to povezano s podnebjem planeta. Nekateri raziskovalci so predlagali, da če bi bil tak obroč dovolj debel, bi lahko delno blokiral sončno svetlobo, ki doseže Zemljo. To ne pomeni, da bi bil ves svet v temi. Toda majhna sprememba v količini sončne energije, ki doseže planet, lahko povzroči velike učinke v obdobjih podnebnih sprememb, ki trajajo milijone let. Obstajajo študije, ki preučujejo možnost povezave tega obdobja z izjemnim globalnim ohlajanjem, ki se je zgodilo v pozni ordovicijski dobi. Vendar je pomembno poudariti, da to še ni priznano kot dokazana resnica. Razprava v znanstveni skupnosti se še vedno nadaljuje o tem, kako pomembno vlogo so imele morebitne obroče v primerjavi z drugimi dejavniki, kot so spremembe v atmosferi in naravni klimatski procesi. In če je Zemlja v preteklosti res imela obroč, zakaj ga danes ni več? Odgovor je preprost. V vesolju ni nobenega stalnega obroča. Tudi znameniti obroči Saturna ne bodo ostali zavedno. V primeru Zemlje bi ti obroči izginili še hitreje. Medtem ko se kamni in prah vrtijo okoli planeta, postopoma izgubljajo energijo zaradi različnih gravitacijskih učinkov. Nekateri se spuščajo v nižje orbite, druge pa vpliva najtanjši del atmosfere. V milijonih let ti materiali počasi padajo nazaj na planet. Večina se spremeni v droben prah.
a včasih se iz orbite vrnejo večji kosi. Predstavljaj si prizor, če bi bil tam v tistem času. Po noči bi videl svetel pas, ki obdaja nebo. Nato bi nenadoma ognjena krogla prečkala nebo. In še ena. Tako je bilo zelo dolgo časa. Za starodavna bitja, ki so živela na Zemlji, je morda izgledalo, kot da samo nebo počasi pada. In kraterji, ki so jih znanstveniki danes odkrili, so morda le nekateri izmed preostalih sledov tiste izjemne zgodovinske epohe našega planeta. To je bil čas, ko Zemlja ni imela le lune, ampak je morda imela tudi svoj obroč, ki je bil viden z vseh koncev sveta. Toda tudi če bi se okoli Zemlje oblikoval ogromen obroč, to še ne pomeni, da bi tam ostal zavedno. Pravzaprav so ga že od prvega dne njegovega obstoja počasi uničevale sile, ki delujejo po celotnem osončju. Eden njegovih glavnih sovražnikov je Sonce. Naša zvezda ne pošilja le svetlobe in toplote. Neprestano oddaja tudi nabite delce, ki potujejo skozi vesolje kot del sončnega vetra. Ko ti delci zadenejo prah in majhne kamne v obroču, pride do sprememb v njihovem električnem naboju. Nekateri od teh materialov so lahko pod vplivom Zemljinega magnetnega polja in se postopoma odmaknejo od svoje prvotne orbite. Če bi gledali s površja starodavne Zemlje, bi to lahko povzročilo šibke svetlobne pojave v višjih delih atmosfere. Niso bile tako močne kot polarni sij, ki ga danes vidimo blizu polov, vendar so bile morda dovolj, da so ponoči ustvarile nenavadno svetlobo. In z vsako majhno delce, ki izgine iz obroča, se ta počasi izčrpava. Toda pri tem ne igra vloge samo Sonce, temveč tudi Luna. Vsakič, ko kroži okoli Zemlje, ima majhen, a stalen vpliv na drobce v orbiti. V milijonih let lahko ponavljajoče se gravitacijsko vlečenje Lune povzroči spremembe v gibanju materiala v obroču. Nekateri delci so lahko izstreljeni stran od Zemlje, medtem ko so drugi lahko potegnjeni navznoter. Zaradi tega oblika obročnega sistema ni vedno urejena in popolna. Postopoma se v njem pojavijo luknje, postaja tanjši in sčasoma razpade. To je eden od razlogov, zakaj nekateri znanstveniki verjamejo, da če je Zemlja imela obroč v ordovicijskem obdobju, verjetno ni zdržal več kot nekaj 10 milijonov let. Potem je postopoma izginil. Zdaj pa si zamislimo bolj zabavno vprašanje. Kaj, če bi Zemlja še danes imela obroč? Na prvi pogled se to zdi čudovito. Stalna dekoracija na našem nebu. Pogled, ki bi zagotovo postal simbol našega planeta. Toda v resnici bi to lahko povzročilo veliko težav. Skoraj vsa naša sodobna tehnologija je odvisna od satelitov. GPS, interneta, vremenske napovedi, telekomunikacij, navigacijskih sistemov za letalstvo in ladijski promet. Vse to je odvisno od naprav, ki krožijo v vesolju. Zdaj si predstavljaj milijone kosov kamna in prahu, ki nenehno krožijo med Zemljo in temi sateliti. Tudi samo majhen delček, ki se premika zelo hitro, lahko poškoduje dragoceno opremo v orbiti. Izstrelitev novega satelita bo postala bolj zapletena, dražja, nevarnejša in več misij bi lahko propadlo. Preprosto povedano, sodobni svet, na katerega smo navajeni, bo težje upravljati. Toda ne bo prizadeta le tehnologija. Možno je tudi, da se bo podnebje spremenilo. Po nekaterih teoretičnih modelih lahko debel obroč blokira majhen del sončne svetlobe, ki doseže nekatere regije Zemlje. To se morda zdi majhna stvar. Toda v podnebni znanosti lahko že 1 ali 2 stopinji spremembe povprečne temperature močno vplivata na vremenske vzorce, ekosisteme in kmetijstvo. V nekaterih krajih bi se lahko hladno obdobje podaljšalo, lahko bi se spremenila tudi porazdelitev padavin in lahko bi bili prizadeti organizmi, ki so odvisni od redne sončne svetlobe. Toda največja nevarnost ni podnebje, temveč stvari, ki padajo iz obroča. Večina ostankov bo zgorela v atmosferi kot navaden meteor. Z Zemlje bo to videti kot čudovit ognjemet, ki ga bo mogoče videti skoraj vsako noč. Vendar niso vsi delci majhni. Občasno lahko večji kosi preživijo vstop v atmosfero. In ko se to zgodi, to ni več preprosta utrinek. To postane udarni dogodek. Kamen, velik le nekaj 10 metrov, lahko povzroči veliko uničenje v enem mestu. In če pade še večji predmet, se lahko njegov vpliv čuti po vsem svetu.
Zato, čeprav je Zemlja z lastnim prstanom v domišljiji videti čudovito, znanost kaže, da je s tem povezana tudi nevarnost. Morda je to razlog, zakaj so starodavni kraterji in geološki namigi, ki jih danes preučujejo raziskovalci, tako pomembni. Ne poskušajo le ugotoviti, ali je Zemlja res imela prstan. Prav tako poskušajo razumeti, kako bi lahko dogodek, ki se je zgodil pred stotinami milijonov let, spremenil podnebje, nebo in samo zgodovino življenja na našem planetu. Obstaja še en vidik življenja, ki bi bil verjetno zelo drugačen, če bi Zemlja še danes imela prstan. In to je povezano z načinom, kako preučujemo vesolje. Trenutno lahko pošiljamo satelite, vesoljske teleskope in robotske sonde v različne dele Osončja, ker je prostor okoli našega planeta dokaj čist. Ampak si predstavljaj, če bi obstajal ogromen pas kamenja in prahu, ki kroži med Zemljo in višjo orbito. Vsak izstrelitev rakete bi bila bolj zapletena, več nevarnosti, več ovir. Že samo izhod vesoljskega plovila z Zemlje bi zahteval natančno časovno usklajenost, da bi se izognili trku z ostanki. Nekatere vrste komunikacije v vesolju bi prav tako lahko bile prizadete. Ko je v orbiti preveč delcev, lahko pride do motenj pri nekaterih signalih, ki jih vesoljske naprave pošiljajo in sprejemajo. Čeprav je težko natančno določiti učinke brez dejanskega obroča, ki bi ga lahko preučevali, je jasno, da bi bilo delovanje težje kot danes. Tudi astronomija Zemlje bi lahko bila prizadeta. Trenutno teleskopi zaznavajo zelo šibko svetlobo iz oddaljenih galaksij, meglic in drugih kozmičnih objektov. Če pa bi obstajal trajni obroč, ki odbija in razpršuje svetlobo na nebu, bi lahko ozadje noči postalo svetlejše. In ko je nebo svetlejše, je težje videti zelo oddaljene in zelo šibke objekte. Po eni strani bi bil nočni razgled še bolj osupljiv. Po drugi strani pa bi morda počasneje odkrivali nekatere najpomembnejše skrivnosti vesolja. Morda bi bil tudi potek zgodovine znanosti drugačen. Možno bi trajalo dlje, preden bi razumeli pravo širino vesolja. Morda bi imeli več težav pri preučevanju zvezd, galaksij in drugih planetov. In tukaj postane vprašanje še bolj vznemirljivo. Ali je res zavedno izginila možnost, da bi Zemlja spet imela obroče, noben znanstvenik ne more z gotovostjo trditi. Vendar pa po mnenju nekaterih planetarnih raziskovalcev obročasti sistemi niso redkost v vesolju. Ob pravih pogojih se lahko ti sistemi oblikujejo zaradi trkov, uničenja lun ali asteroidov, ki se preveč približajo planetu. To pomeni, da čeprav danes tega ne vidimo, to še ne pomeni, da se to ne more ponovno zgoditi v zelo daljni prihodnosti. Seveda, če bi se to zgodilo, tega ne bi več doživeli. Prav tako tega ne bi videlo še veliko prihodnjih generacij. Toda to je eden najlepših delov znanosti. Čeprav preteklosti nismo neposredno videli, lahko zgodbo sestavimo s pomočjo sledi, ki so ostale v kamnu, zemlji in vesolju. Iz nekaj starodavnih kraterjev, nenavadnih kemičnih podpisov in sodobnih računalniških modelov znanstveniki sestavljajo sliko sveta, ki je že davno izginil. Zemlja, ki je morda imela nenavadno nebo. Zemlja, ki je morda imela svoj lasten obroč. In čeprav ta ideja še ni popolnoma dokazana, nam kaže, koliko stvari še vedno ne vemo o zgodovini našega planeta. Kajti, če so nove študije pravilne, so lahko milijone let bitja, ki so živela pred človekom, gledala v prizor, ki ga mi nikoli več ne bomo videli. Ogromno obroče, ki je obdajal Zemljo in je postopoma izginil, dokler ni postal le še del skrivnosti, ki jih sodobna znanost danes poskuša razvozlati.